Mihael bo povedal, zakaj sva se odločila za ta dogodek, potem pa nekje v drugem delu vas pridem pocrkljati, ok? Vas pridem pocrkljati z portalno sliko in vas pridem pocrkljati z meditacijo, tako da ne mi uidati. Lahko tudi malo napišete še iz kje ste, da malo vem, kam energijo pošiljamo. Danes vam bom pošiljala kup enih blagoslovov, želja nadaljavo, tako da mečkam bi me vseeno zanimalo, da malo napišete, iz kje ste, pa tako, a ne? Tako da potem, torej najprej predam besedo Mihaelu, jaz pa prijem pol nazaj, pa vas pocrkljam še z meditacijo, ampak glejte, tele čudovite karte, vidiš, ko sem zahtevala svoj lasten komplet, ne, definitivno so kreacija Mihaela in zato je prav, da se zdaj na njega odzovejo in da vam on iz tega naredi readinge. Tako da jaz bom skrbno v ozadju, če bo imel kdo kakšno tako zanimivo vprašanje, ga bom pa še potem posredovala Mihaelu, pa bo lahko mogoče kaj odgovoril. Zdaj vas pa prepuščam mojemu lepemu možeku in se vidimo kasneje. Evo, zdaj ste pa moji za nekaj časa, ne? Res, enkrat bi še vse pozdravil, ki ste z mano na klepetu, ki ste z nama na seminarju, da ste si vzeli ta večer za sebe. Zaradi tega, ker je ta večer res pomemben. Jaz vem, da to žmaharje delate veliko dogodkov, ne? Pa imamo tečaje, pa seminarje, meditacije in tako dalje. Ampak ta današnji večer je drugačen. Ta današnji večer je drugačen zaradi tega, ker sva že s Kristi dolg časa čutila, da ga je treba narediti in sva ga planirala že takoj, ko je začela se energija v zraku malo krhati na tem planetu, to je bilo že jeseni, sva rekla, da moramo narediti en zelo pomemben kristalni večer, večer vpogledov v energije, večer vodstva, večer upanja, zaradi tega, ker se mi zdi, oziroma se nam zdi, da dosti ljudi to rabi trenutno. Zakaj smo se danes odločili za ta dogodek? Za ta dogodek je veliko faktorjev bilo, zakaj se bo danes speljal in kaj bomo danes na njem delali. Ogromno stvari smo pripravili. Pripravili smo res zanimiva učenja, pa vpoglede v kristalne karte, pa darila in meditacijo Kristi in tako dalje. Ampak zakaj zdaj? Veš, zakaj zdaj? Razlog je, zakaj je ravno zdaj. Ravno zdaj je ta dogodek zaradi tega, ker smo ljudje na enem takem energijskem končevanju. Leto se končuje, ne? Končuje se leto sedmice. Leto sedmice, vsi vemo, da je bilo to leto 2023, je bilo energijsko intenzivno. Zaradi tega, ker je sedmica številka lekcije. In ko leto vibrira v številke sedmice, pomeni, da smo ljudje v lekcijah, pomeni, da smo ljudje deležni ne šamarjev, ampak da smo deležni testov, da smo deležni lekcij na tisoč in en način, na fizičnem telesu, v psihi, v financah, v odnosih in povsod, ne? In zdaj je ena taka zanimiva stvar. Vse te lekcije, ki jih imamo ljudje, ne? Vse te lekcije, ki so nam kasirane na planetu Zemlja, ne, ker planet Zemlja od daleč, ko ga gledaš z vesolja, tako ful lep, ne, pa modro, zelen, pa tam oblaki plavajo po nebu, pa tam ribe plavajo v vodi, ne. Ampak, ko prideš pa na njega, dobiš pa en cunami lekcij. Takoj, ko se rodiš, začne prihajati v takšnih in drugačnih oblikah in ko umreš, se končajo, ne. A veš ti, ko umreš na Zemlji, se končajo lekcije, ne. A se lahko malo prej včasih končajo lekcije, ne. Skratka, leto 2023 je bilo leto lekcij in vse to z namenom duhovne rasti. Vse to z namenom zato, da ljudje zrastemo. Vse to z namenom, veš, da ljudje najdemo sebe čez te lekcije, da ljudje se izboljšamo v svojem potencialu, da ljudje zmanifestiramo tisto, kar je, ker iz nekega zelo čudnega razloga smo ljudje tako narejeni, da večino spoznanj, večino manifestacij, večino kreacij naredimo šele potem, ko nas nekdo iz vesolja ali pa Zemlje malo frcne, malo brcne, pa smo kar malo prisiljeni, da to naredimo, ne. Skratka, to je bilo leto sedemke. Vse, če pogledamo tudi svetovne dogodke po tem planetu, pa dogodke v Sloveniji navsezadnje, kaj se v Sloveniji dogajalo? A je bilo to leto lepo za Slovenijo? Ja, je bilo v enih aspektih, ampak po drugi strani smo imeli pa eno tako hudo naravno čiščenje, ne, z poplavami, pa po svetu, kaj se dogaja. Saj vidimo, da skozi vojne brstijo, ne. Leto 2023 je, dolgo že ni bilo toliko veliko vojn, ko jih je zdaj. Skozi ljudje nekaj predelujejo na tisoč en način, ne. In leto se zdaj končuje, hvala Bogu, ne. Ker jaz, kakor sem dobil to vprašanje, kdaj se bo to leto končalo, ne, kdaj bomo zaključili s tem letom, ko me čaka 2024. In namen današnjega večera je,
da dava oba zelo močne popotnice, usmeritve, podporo, upanje in kaj dejansko je treba narediti, zato da bo 2024, ki bo pa leto osmice, funkcioniralo. Zato, da bo mogoče za nekatere drugačno. Ker leta sedemke, letošnje leto je bilo za mnogo ljudi zelo velik izziv. Zelo energijsko naporno. In da ne bomo zdaj tega ponavljali v letu 2024, bomo danes dali ene take zelo pomembne usmeritve in uvide. Ampak še preden grem na uvide in usmeritve in iz kje bomo to delali, je pa ena taka pomembna stvar. Ni dosti, da ti samo duhovno rasteš, ne? Ker sem videl pa par ljudi v letošnjem letu, ki so zelo veliko meditirali, ki so zelo veliko razmišljali vse, pa delali introspekcijo, pa pisali dnevnike, pa se spraševali globoka čustvena duhovna vprašanja oseb, ne? To je en del rasti, duhovnih spoznanj. Drug del duhovne rasti, duhovnih spoznanj je pa delo. Je pa treba vse to začeti pretapljati v delovanje. Je pa treba, ko imaš te enkrat svoj cilj ali pa svoje sanje, se treba sfajtati za njih. To pomeni, če tvoje sanje oziroma tvoj dream, karkoli vizija zahteva, da greš ti iz Ljubljane v Rim, potem moraš iti v Rim. Ne? Veliko ljudi je pa navezanih, blazno je navezanih na stare razmišljanja, na stare odnose, na stare kraje, na star način življenja in potem zaradi teh navezav ne naredijo koraka naprej. In potem lahko ti meditiraš vsak dan 27 ur, ne? Ampak če ne narediš tega zemeljskega koraka v delovanju, v spremembi, potem zadeva ne bo funkcionirala. Zato smo s Kristi toliko prizemljena duhovna učitelja. Mi da nismo ena izmed teh duhovnih učiteljev, ki lebdita pol metra nad tlemi in ljubezen, svetloba, dihamo in vsi se predstavljamo, da smo eno. Ne? Ni to. To planet Zemlje ne deluje na tak način. Ne? Zato pa smo tukaj zelo realni pa zelo direktni. Tudi danes bom dal zelo realne vpoglede in zelo direktne vodstvo za 2024. Ker 2024, je pa leto osmice in leto osmice ima dve možnosti. To zdaj dobro napnite ušesa. Leto osmice, vsi vemo, da osmika predstavlja obilje. To pomeni, da tisti ljudje, ki so v letu 2023 predelali lekcije, ko so se sfajtali čez svoje lekcije, ko so šli čez svoje vzorce, pa so tisto, kar jim škoduje, pa tisto, kar ni funkcioniralo, so nekako uspeli zrihtati, dobiti pod kontrolo, opustiti in tako dalje. Se bo leto 2024 v osmici v njih obrnili v obilje. To pomeni, da bo njihovo delovanje zelo hitro nagrajeno, da bo njihova energija močna, aktivna, da bo zelo hitro prepoznavali vizije. In tisti ljudje, ki so v letu 2023 malo naharili in niso hoteli delati na sebi in niso želeli spremembe narediti dejansko v razmišljanju in v delovanju, se jim bo lekcija iz sedemke, to se pravi iz leta 2023, samo pretopila v negativno lekcijo osmice. Negativna lekcija številke obilja je pa kaj? Pomanjkanje. Je pa boj za preživetje, boj za eksistenco, boj za ustvarjanje, da ti karkoli ostane, ko ustvarjaš, da dobiš nagrado. Ne? In tisti ljudje, ki niso v tem letu upravljali dela na sebi, se jim bo samo lekcija pretopila in nadaljevala. Tako da čudežno 1. januar 2024 ne bo za nekatere ljudi nič spremenilo. Se bo samo način, na katerega bo šamari vesolja prihajali, obrnili v osmico in to je to. In zato, da se danes to ne zgodi, če je kdo mogoče, ki gleda zdaj mene, pa me posluša, rekel, sem pa mogoče malo premalo meditiral, sem pa mogoče malo premalo deloval, ni še prepozen. Imamo čisto dosti časa, da lahko vsi obrnemo energijo točno tako, kot je treba. In to je namen današnjega večera, da vsi obrnemo energijo optimalno, zato da bo leto, ko prihaja, energijsko močno, zato da bo obilno na vseh področjih in zato da bo delovalo tako, kot je treba. Ne? Zdaj pa manifestacija, ki prihaja v letu 2024, je pa v bistvu zelo energijsko podprta z zdravilnostjo. Ker obilje ne pomeni samo denar, obilje ne pomeni uspešno podjetništvo, obilje pomeni mirno čustvo. Obilje pomeni ogromno zdravilne energije v srcu. Obilje pomeni zdravi odnosi, ki funkcionirajo. Obilje pomeni, da nimaš v sebi težkih občutkov, da nimaš v sebi žalosti, da nimaš v sebi te izgubljenosti. Obilje pomeni tudi to,
Ne? Ker dostikrat v tem modernem svetu, ko govorimo o obilju, ljudje govorijo samo, ja, kaj moraš imeti, kaj moraš ustvariti, koliko se moraš pokazati. Ne, obilje duhovnega miru, obilje sreče notranje, obilje veselja v celicah, to je tudi obilje. Tako da vem, da je leto 2023 za mnoge bilo čustveno naporno. Pa vem, da so nekateri ali pa ste nekateri izgubili ljudi, vem, da ste nekateri končali s partnerstvi, vem, da ste nekateri izgubili materialne stvari, dom in tako dalje. Vem, da je bilo leto zelo, zelo, zelo naporno. Tako da leto 2024 lahko to transformira v ravno nasprotni aspekt tega. In je leto 2024 lahko leto tolažbe in upanja in novega obzorja in leto zdravljenja in leto zdravilnosti. To je leto 2024. Ne? In si vzemite ga tako, vzemite si leto 2024 kot toplice v inkarnaciji na zemlji, ko te celo leto zdravi, ko sprejemaš odločitve, ki te vodijo vsak dan bližje, zatem, da se počutiš čustveno, fizično, mentalno boljš. Ne? In ko imaš enkrat to naravnanost v sebi noter, v svojem umu, v svojih celicah, potem tudi vesolje deluje na tak način zate in te vse podpre. Ne? In potem ni več zgubljenosti, in potem ni več žalosti, in potem ni več čakanja, kdaj bo minilo čim prej vse skupaj, ne? In je lahko čisto drugačno. In danes bi se rad predvsem na to fokusiral. Tudi s Kristi sva zelo v zadnjih mesecih se predvsem usmerila tudi v močne zdravilne energije, zaradi tega, ker to je tisto, kar ljudje trenutno rabijo, ker ko je človek energijsko zdrav, potem tlak vse naredi, ne? Saj ni zastojen ta stavek, da če imaš zdravje, imaš vse možnosti v življenju. Če nimaš zdravja, ne govorim samo fizičnega, govorim predvsem, da se dobro počutiš, potem pa težko ustvarjaš, a ne? Tako da to je glavni temelj leta 2024 in to je obilje, obilje na področju tega. Ko imaš enkrat to obilje v psihi na tak način narejeno, potem se bo zunanje obilje postavilo in lahko delaš karkoli želiš. Zdaj pa glej, izdal sem kristalne karte, ne? Kristi jih je že prej omenila, to so prve moje karte. Kristi jih je že izdala prej, je že izdala svoje mistične nadangele in so ljudje tako bili fantastično navdušeni, ne? Potem sem pa jaz dobil navodilo od vesolja, Mihael, delaš s kristali, obožuješ kristale, ljudje rabijo kristale, civilizacija rada dela s kristali, da naredi kristalne karte. In sem naredil kristalne karte. In tukaj je kristalna dinastija. Kristalna dinastija so karte kristalne, ki združujejo v sebi meni osebno ene izmed najljubših sil vesolja. Prva je sila kristalov, energija kristalov, druga so portali, močni portali do naprednih duhovnih bitij, do naprednih civilizacij, ki so utkani preko portalnih slik v te karte. In tretja stvar je, da lahko te karte dejansko uporabljajo samo ljudje, ki imajo čiste namene. Te karte imajo toliko visoko frekvenco, da enostavno ljudje, ki nimajo čistih namenov, jih niti nikoli ne primajo v roke, ne? Tako da, ko so te karte prišle, so se meni oči zasvetle in prav spomnim se, ko sem jih prvič v roke prijel, ta bakren rob, te žive slike, kristali na način, ko so vkomponirani v zgodbo v vsaki karti. Vsaka karta je čisto drugačna, ima zgodbo, takrat vrže noter v civilizacijo, ne? V vsaki karti noter je prav svet. Sem rekel, te karte bojo toliko pomagale ljudem, te karte bojo toliko zdravile ljudi, te karte bojo toliko pomagale ljudem najti odgovore in sem res vesel, da vam jih lahko ponudim na tak način, da sem jih lahko ustvaril, soustvaril, saj jih nisem sam ustvaril. Te karte smo soustvarili vsi, ki imamo duhovno zavest v sebi, svetlobe in Oracle Guardians, ki so pomagali pri izrisu portalnih in seveda moj neskončen vir inspiracije in nasvetov. Tako da to ni moj produkt, jaz vem, da sem podpisan na njih, ampak je produkt vseh nas, ne. Tako da zakaj zdaj tak popolni čas danes za odpirati te karte? Prva stvar, prej sem že omenil, da stopamo v leto zdravljenja, v katerem se bo zdravljenje pretopilo v manifestacijo na vseh področjih. In ja, ne glede na to, kako situacijo imate, nismo toliko daleč od tega, res nismo toliko daleč od tega. Tudi če imate zelo težko življenje trenutno ali pa imate brezupno situacijo, pa ste ujeti v neki okoliščini, morate eno stvar vedeti. Vsem, da na planetu Zemlja dostikrat zgleda, da so stvari težke, ampak vsaka rešitev se nahaja samo par pametnih odločitev stran. To se pravi, da ni treba zdaj mesece in mesece čakati, da se neke stvari uredijo. Ugotovili smo, da lahko na planetu Zemlje zelo hitro zasučemo smer usode, ne, pod narekovaji, smer toka življenjske energije v drugo smer. In to bi rad danes naredil. Skratka, vsi smo na tej prelomni točki trenutno, ne.
tisti, ki delamo na sebi, bomo imeli v letu 2024 še močnejše manifestacije. Tisti, ki so v postopku zdravljenja, bo v letu 2024 še močnejše zdravljenje. In leto 2024 bo super, če ga bomo naredili super. Ne? Zdaj pa glej, kristali so pa izjemno dobri prevodniki. Na planetu Zemlje je zelo malo energij, ki so tako visoko frekvenčno prevodne, kot so kristali. Zato kristale radi uporabljajo visoko napredni vodniki oziroma visoko napredne duhovne civilizacije. V vesolju nismo sami, v vesolju obstaja ogromno naprednih civilizacij. In ja, planet Zemlja je kar otroški planet. Mi v primerjavi, planet Zemlja, Zemljani, ne mislim, ljudje, ki živimo na planetu Zemlja, smo v primerjavi s temi naprednimi zvezdami, kot so Atlantis, Sirius, Plejade, otroški vrtec. In potem vse te napredne univerzitetne, svetlobne, kristalne civilizacije nam pomagajo. Veš, tako kot starš otroku pomaga iti, ne vem, čez pločnik, pa starš otroku razreže tam pomarančo, ker ne more celo pojesti, pa mu pomaga v teh prvih korakih, zato da lahko nekoč postane neodvisen, tako nam napredne civilizacije pomagajo. In te civilizacije so zdale trenutno v tem obdobju zdaj zelo močno mentorstvo človeštvu. Zaradi tega, ker opazujejo, v katero smer gre človek, in so ugotovile, da mogoče človeku samo ne bo ratal. Da človek mogoče sam ne bo znal direkcije svetlobe ubrati. In so se zelo priklopile in vsem duhovno odprtim ljudem, in vsem ljudem, ki meditiramo, in vsem ljudem, ki imamo neke svetlobne cilje, vizije, poslanstva na planetu Zemlja, se te napredne kozmične energije priklapljajo v zavest in nas vodijo. Saj tudi te karte, na vse zadnje, to niso posledica moje psihe, saj nisem jaz teh kart zarisal za svojo zemeljsko zavestjo. Žmahar ni tako pameten. Te karte so posledica šepetov in kanaliziranj visokih naprednih kristalnih civilizacij. Ne? In zato so kristali na planetu Zemlja idealni, preko katerih lahko Sirius, zdravilna civilizacija, Atlantis, manifestacijska civilizacija, ne? Avalon, čarovniška civilizacija, pošiljajo navodila, pošiljajo nasvete, pomoč vsem, ki smo povezani na kristalne energije. In jaz sem zdaj združil kristale, kristalno energijo v kristalnih kartah, katere so dostopne vsakomur. In zdaj lahko vsak, ki dela s kristalnimi kartami, preko njih kanalizira, s kristali, ki so vtkani v njih, kanalizira vodstvo zase. In temu je namenjen današnji večer. Temu je namenjen današnji večer. In danes bi rad vam dal vodstvo 5 svetlobnih civilizacij, 5 naprednih civilizacij, vesolja, enih najmočnejših civilizacij za leto 2024. Kako delovati, kako funkcionirati preko teh kart. Te karte so izjemno, slišijo zelo dobro. In ko karta dobi navodilo nekega duhovnega vodnika, neke civilizacije, se ti takoj na zemeljski ravni razkrije. In potem ti ne rabiš toliko veliko delati na sebi, v smislu intuicije. Tako da te karte so izjemno pripomoček, tudi za tiste, ki mogoče ne meditirajo. Razumeš? Za tiste, ki mogoče sami ne znajo energijsko iz možganov skanalizirati stvari, so te karte fantastične. Ampak se je pa zdaj neka še nova stvar zgodila, ne? Preden grem na kristalni reading. Jaz vem, da ste mnogi zelo dobri v branju kart. Imate zelo močno razvito intuicijo. Nekatere vas poznam, nekatere vas ne, tako da upam, da se bomo kdaj tudi v živo spoznali, še z ostalimi. In znate si dati odgovor, znate interpretacijo si narediti. Tako da tisti, zagrabite karte in si delite readinge za karkoli želite. Vam bo vse karte razložile. Tisti, ki pa trenutno mogoče čutite, da rabite globje uvide, da rabite da rabite dodatno razlago, sem se pa odločil, to zdaj premierno in to bo edinokrat in to ni javno in to je res namenjeno samo tistim, ki ste zdaj z mano. Sem se pa odločil, da bom naredil 20 osebnih kristalnih coachingov. Jaz ne delam več coachingov zaradi tega, ker imam neke načrte, ki mi vzamejo zelo veliko časa in ne delam toliko 1 na 1 z ljudmi. Ampak readingi iz kristalnih kart, tisti, ki potrebujete, bom naredil kristalne readinge.
20 njih, sedaj v decembru in v januarju. To je notranja zadeva, tako da tisti, ki želite, ki čutite, da rabite konkretne odgovore za vas osebno, mi pišite na moj mail mihael@potovanjeduse.si in mi si rezervirajte termin. 20 ljudi bom vzel in z njimi bom šel v reading v leto 2023 in mi lahko postavite vprašanja in bomo naredili online in bomo vse posneli, da boste imeli tudi posnetek. A prav? In vam bom jaz interpretiral vaše poslanstvo in tako dalje, karkoli vas bo zanimalo. Ampak to je res samo za vas in to ne boste nikjer na naši spletni strani našli. To je res samo zdaj ob rojstvu teh kart se mi je zdelo, da ste nekateri, ki vas rabim podpreči na ta način. Tudi, ko se mesta zapolnijo, kdor prvi pride, prvi melje, potem se bo to ugasnilo in to je to. Res sem pa dal še zadnje proste termine v svojem urniku za to, tako da tisti, ki kličete, izkoriste. To je prva stvar. Preden grem pa še zdaj na reading, pa že veste, da se bliža čas Božička in s Kristjo sva se odločila, kako čeva vam zdaj pomagati, da boste dali fajn božična darila. Da ne boste dali nekaj daril, ki bo ljudje stran vrgli ali pa pozabili na njih takoj. Darila, ki trajajo celo življenje, darila, ki bo ljudem dejansko pomagala, zato da bo imeli boljše življenje. Imate eno tako božično ponudbo 2+1. To pomeni, da če kupite komplet kart Mistični nadangeli, to je prvi komplet od Kristi, in seveda, zdaj, moj drugi komplet, Kristalna dinastija, to se pravi, ta dva kompleta kart, dobite zraven tretji komplet brezplačno. Okay? To pomeni, ta komplet dobite brezplačno, kupiš 2 darila in dobiš tretjega džabe zraven. Ne? To je za strica, to je za tvojo najboljšo prijateljico in to je za tvojo babico. In potem imaš ti v bistvu darila za Božička Poštimana in to so taka darila, ko bodo ljudem zavedno pomagala njihova življenjska poslanstva, vprašanja, odgovarjati, razkrivati. Če hočete res ljudem pomagati, zato da bojo rasli in jim pokazati, da vam je mar, ne letos podarjati nekih plehkih, hitrih daril, dajte to. In zato tudi cena tukaj dostopna, 3 v 2, pol familije obdarite samo s parimi kliki. Okay? Ampak to imamo samo do razprodaje zalog. Dejansko nimamo neomejene količine teh kart, to je do razprodaje zalog, da se noto obremenjevali z darili, pa da boste res naredili impakt na svoje ljudi, in bo usta dol padla, ko bojo ta darilo dobili. To je to. Evo, še enkrat pokažem, 3, pa še enega dobite zraven, dobite mistične nadangele zraven. Vse ste tudi dobili vse. Ampak sem tisti, če ste mogoče spregledali, ker smo toliko daril dali, pa toliko stvari poslali, sem vam samo še zdaj povedal. Ok, zdaj pa, a ste pripravljeni? Ste pripravljeni, da vam pomagam razkriti, kakšno je vodstvo naprednih civilizacij Atlantisa, Siriusa, Plejad, Oriona in Avalona za ljudi na planetu Zemlja za leto 2024 s strani kristalov, kristalnih portalov. Torej, to je zdaj tisti namen, ki ga bomo zdaj naredili in tada jaz z veseljem odpiram prvi uradni reading, čeprav ne, Kristi me zadnjič prehitela, zadnjič je imela Kristi en tečaj in je naskrivaj v notranjem skupini karte odprla. Tako da prvi reading je že pripadal Kristi, ampak evo, tak prvi uradni reading za zunanji svet bom pa zdaj jaz naredil iz teh kart. Tada, še enkrat, evo, čudovit bakren rob se že sveti, karte so pripravljene. In vam bom zdaj odprl. Prva civilizacija, katero bomo poklicali zdaj, je, dobro posluši, Sirius. Sirius je najvišja frekvenčna svetlobna zvezda v našem vesolju. Svet je najmočneje, ima najvišjo zavest in kot takšna proizvaja najvišje zdravilne energije. Najmočnejša zdravljenja za celo vesolje, ne samo za Zemljo, prihajajo od Siriusa. Na Sirius hodijo celo duše iskati zdravilno energijo. Sirius je zatočišče angelskih energij, vilinskih energij in je toliko čudovita civilizacija, da ima toliko močno svetlobo, da ko prideš ti na njo, vse žari v njej. Vsaka stvar na Siriusu je vir svetlobe. Veš, tako kot imamo na Zemlji neonsko svetlobo, ki žari sama iz sebe, na Siriusu vse žari. Drevesa, trava, živali, vse žari v temi in je izjemna civilizacija, zibelka zdravilnih energij. In oni bodo dali seveda vodstvo za vitalnost in zdravje. Kaj mora zdaj človek kolektivno, glede na vse, kar se dogaja na Zemlji, narediti v letu 2024? Kako mora delovati, zato da bo ohranil, gradil vitalnost in zdravje? Ste pripravljeni? Ok, zdaj tisti, ki ste prvič na kartah, to izgleda tako. Vzameš karte,
jih začutiš, da so podaljšek tebe, jih malo zmešaš, si predstavljaš, kako skozi svoje roke v njih spustiš svojo življenjsko energijo, zato da jih prečistiš, energijsko resetiraš, naravnaš frekvenčno nase. Tako da začutiš mešanje kart in potem v mislih pokličeš Sirius, tako kot sem ga zdaj jaz. Okay? Jaz potem še takole naredim, glej, takole. Dam roke čez in naredim tak portal sirijanski, odprem med rokami. Sirius, kakšno je vodstvo za zdravilne energije, za vitalnost in zdravje za ljudi. Ok, ste pripravljeni? Tada. Evo. Karta, ki je padla ven. Jaz je zdaj ne vidim. Ja, zdaj sem jo videl. Jantar. Najdete pod številko 18. Jantar. Zdaj bom najprej prebral, potem ti bom dal pa še daljši uvid. Spomni se obljube, ki si jo v zadnjem obdobju dala sebi oziroma drugim. Zato obljube je zelo pomembno, da jo izpolniš, kaj ti predstavlja markacijsko točko v tvoji manifestaciji. Je nekakšen test. Opravi ga. In evo, to je Jantarjeva karta, gor je taka čebela čudovita. Jantar je podoben medu, zato smo dali čebelo gor, ki nosi Jantarjevo zavest kot žival. Se sem rekel, da so te karte res naravnost izjemne, unikatne, fantastične in nikjer na svetu nisem videl takšnih kart, kot so te, ko se gre za kristale. Jantar je kristal kanaliziranja zelo močnih energij. In ta kristal ti lahko pomaga skanalizirati zelo močno zdravljenje. Vendar pa zelo močno zdravljenje zahteva fluiden tok. To pomeni, kdo je zdrav človek? Zdrav človek je človek, čez katerega teče lahkotno kozmična energija, čez katerega teče lahkotno planetarna energija, čez katerega teče lahkotno voda, ki jo pije. Misli ima zdrav človek lahkotne, nič mu ne zastajajo v glavi, dobenih negativnih blokad ni v psihi, ki bi neko misel zaustavila, ampak zdrav človek ima lahkotno razmišljanje. Zdrav človek, ko nekaj začuti, pove, izrazi zunanjemu svetu in gre naprej. Zdrav človek se lahkotno giba. To se pravi, ključ vitalnosti je v lahkotnosti, v fluidnosti, v tekoči energiji, ki teče. Zdravo telo je telo, ki ima prehodno, ki ima lahkotno dihanje, lahkotno prebavo, lahkoten metabolizem, lahkotno prenašanje krvi, plazme po telesu. Kaj pa, ko se gre za energije? Naše življenje je sestavljeno iz energij. To pomeni, da mora tudi energije v našem življenju lahkotno tečiti. To pomeni, da če mi nekaj rečemo, to naredimo in se potem to zgodi, pomeni, da je energija lahkotno stekla. To pomeni, da če mi nekoga spoznamo, ga pozdravimo, se poslovimo od njega, da je odnos lahkotno stekel. In kaj se zgodi, če mi zdaj damo neko obljubo nekomu in je ne izpolnimo? To pomeni, da se v tistem trenutku vitalna energija, katero smo mi sprožili z obljubo in jo ustvari, ampak ko pa mi obljube ne izpolnimo, zaustavimo, naredimo jez na energiji. In v tistem trenutku, ko mi naredimo jez na svoji energiji, v tistem trenutku nam začne ta jez blokirati celotno našo vitalnost. Nam začne blokirati celotno našo psiho. Nam začne blokirati celoten naš nam začne blokirati celotno našo zavest. In ko se začne naš naša zavest, naše misli blokirati zaradi neke neuresničene obljube, zunanje obljube, potem je pa to težava, ne? Zaradi tega, ker nam začne zastajati zavest in potem nam začne zastajati čustva in nam začne zastajati fizična energija in to potem vodi v izgubo vitalnosti in zdravja. Tako da, ko bo človek prišel do točke, da si bo lahkotno dal obljube sebi in drugim in jih sproti uresničil, se mu bo sprožila vitalnost. In to zdaj izzivam tebe oziroma vas, da si date sami sebi obljubo. Da si dati sami sebi obljubo, kaj boste zase naredili. Kaj boste sebi prvošli, v kaj boste sebe nadgradili
in si potem to realizirate, takoj ko date v sebi, v glavo, celični spomin, izpolnitve neke obljube, bo vitalna energija, ki gradi vaše telo, čustva in psihostekla avtomatsko in se bo začela zdravilnost v vas graditi in se bo začela moč čustvena, osebna in fizična v vas graditi. Najboljši način na to je, da si date obljubo, okay? In si jo izpolnite. In zdaj, kakšna obljuba naj bo? Izzivam vse, ki ste zdaj z mano, ki poslušate in gledate ta video, da si date obljubo. Kakšna naj bo obljuba sebi? Ne? Kakšna naj bo obljuba tebi, sebi? Kaj je tisto, kar si daš? Jaz vem, da imamo včasih kakšne ljudi, ko rečejo, jaz sem si zadala, da bom vsak dan meditirala in si obljubljam, da bom vsak dan meditirala. In potem to dejansko ženska naredi. Ne? Ali pa dostikrat ljudje dajejo obljube s drugim ljudem, nikoli se pa ne dajo sebi. Sebi daj za obljubo. Če v sebi ustvariš trenutno ta program fluidne, lahkotne energije, da sebi zelo nekaj obljubiš, da si boš nekaj prvošla in si to dejansko prvošiš, realiziraš, se ti bo vitalnost avtomatsko sprožila. In potem nimaš več blokad, ki ti bi v letu 2024, tako prav serious, povzročale kakršnekoli zaplete v tvoji energiji, tako duhovni, mentalni kot fizični. Ne? Tako da, naprimer, ena taka stvar je, ko dostikrat vidim pri svojih tečajnikih, ker zelo veliko delam z ljudmi, ne? In potem pridejo ljudje na tečaje. Najprej si dajo obljubo, da pride na začetek tečaja, ne? Ki traja, 4 mesece ali pa 6 mesecev, in potem se jim z nekega razloga ne da več hoditi ali pa nekaj bolj pomembnega pride, ne? Si prelomijo obljubo. In potem ljudje skozi sabotirajo samega sebe, ljudje potem skozi sabotirajo svojo lastno inkarnacijo, s tem, ko sami sebi lomijo obljubo, katero se si dali zato, da bo izrasli. Ne, se nočem dobenega potem prepričevati, ampak vsem ljudem pa pomagam razložiti, ne, najhujša obljuba, ki ti prelomiš, je obljuba sebi. Zaradi tega, ker si ti glavni manifestator, nosilec kreativne energije na tem planetu, zase nihče ne more zate toliko močne stvari narediti, kot ti sama. Nihče nima te moči nad tabo. In obljube, ki jih sebi daješ, naj držijo. Drugi ljudje so tukaj manj pomembni. Ne? Tako da, vem, da smo trenutno na zelo veliki prelomnici in zelo veliko ljudi se je odločilo, se bo zdaj odločilo za zelo velike obljube sami sebi. Se pride 1. januar, ne? Dan obljub, dan zavez. Jaz te pa, glede na to, kaj delam, glede na to, da pomagam ljudem učiti, rastiti in jih graditi in da Kristi isto dela, vam lahko pomagam pri eni izmed vaših obljub. Tisti, ki se boste odločili zdaj, da se zavežete, da boste sami sebi dali obljubo, zato da boste šli duhovno rastiti, se osebnostno zgradili, si popucali neko vzorce ali pa blokade, ki vas blokirajo. Si izberite nek tečaj, ki vas zelo kliče. Okay? Če se zdaj prijavite in se zdaj zavežete, da si celoten tečaj končate, to pomeni, da ga plačate vnaprej ob prijavi, zdaj, ne, nam pišite in vam bomo s Kristi oziroma naši pisarni dali zelo velik popust. Zelo velik popust kot del najnega doprinosa k vaši obljubi in zavezi, zato da vam pomagamo držati vašo obljubo in zavezo. Ne? Se ponovadi imamo mi vse skupina polne, vedno. Ampak če kdo res to želi, da mu pomagamo pri obljubi, si izberite tečaj, nam pišite na mail in bova dala ceno, ki bo pomagala, da boste lahko to svoj cilj, da boste dokončali tečaj, da se boste zavezali in ga dokončali, realizirali. In to je ena taka zelo fajna stvar. Prav, to je prva stvar. Takih ne dava veliko takih stvari, ne dava veliko takih pomoči tovrstnih, tako da tisti, ki vas kliče tečaj, ste dobili v skripti, imate tam e-knjigo, e-knjižico, ste dobili, imate vse, pa še veliko več, tudi na spletni strani, si pogledajte, kaj se začenjamo, pa se zavešte. Evo, to je to. S Kristi sva oba taka profila človeka, ko se nečesa lotiš, se zaveš, pa to naredi. Zato pa tudi, naprimer, so te karte tle, pa najne knjige, ki jih pišemo, pa dogodke, ki jih organiziramo, ne, imamo zelo hitro ustvarjanje. To je zaradi tega, ker je vedno ta zaveza tako močna. Če lahko kdo nauči človeka, kako se ostati zavezan sebi, vem, da je veliko ljudi, ampak so tudi definitivno mi dva. Ne. Tako da, evo, to je ena taka prva stvar, ki sporoča Sirius. In vsi lahko imate v letu 2024 višjo stopnjo vitalnosti kot zdaj, ne glede na to, kaj se vam dogaja, če boste
upoštevali med drugim tudi to, kar je zdaj Sirius svetoval. Ok, to je bila zdaj prva stvar. Tako da, gremo zdaj naprej. Ste pripravljeni? Ok. To je bilo za področje vitalnosti in zdravja. Še ena stvar, to sem pozabil povedati, ne. Ker slučajno vitalnost in zdravje. Kristi ima ogromno novih, izjemnih, naprednih tečajev, predvsem reiki tečajev, ki začenja zdaj v januarju, februarju oziroma to začetek zime. Imate zdaj do 17.12. imate izredne reiki popuste. Predvsem zaradi tega, ker je reiki ena izmed najvišjih frekvenc zdravilnih energij. In je to kompatibilno z ljudmi, da lahko vsak, ki se odloči, da bo delal z njim, zelo hitro doseže zelo visoko stopnjo samozdravljenja, zelo visoko stopnjo samoregeneracije. In Kristi je absolutno pripeljala na čisto nov nivo reiki zavest in ljudje so fascinirani. Tako da to je zdaj še par dni traja, do 17.12. imate poseben reiki popust, 15% reiki popusta, tako da pogledajte si. Tako da, če kdaj zdaj čas za odločitve, je to zdaj. Ok, gremo naprej, to je bil Sirius. Tada, gremo zdaj Atlantis. Če je Sirius nežen, zdravilen in topel, energijsko sočuten, je Atlantis popolno nasprotje tega. Atlantis je manifestacijska zvezda. Ko prideš ti v Atlantis, je vse veliko, je vse aktivno. Ko prideš ti v Atlantis, je vse mogočno. V Atlantisu je glavni namen manifestacija, fokus, kreacija, premikanje, razvoj in je tako zelo močna leadership zvezda. Zato ima Atlantis na Zemlji mentorstvo, ko se gre za osebno moč in karakter. Atlantis ima take edinstvene kode, da s tistimi ljudmi, s katerimi dela, je zelo močno osebnostno zgradi, da so neprebojni, da se ničesar ne bojijo, da ne morejo drugi ljudje z njimi pometati, da dobijo zelo močno energijo, voditeljsko energijo, ne? In to je vloga Atlantisa, ko se gre za Zemljo. To Atlantis pomaga. Torej, kakšno je vodstvo Atlantisa zdaj na Zemlji za leto 2024 za ljudi? Ok, pa bomo zopet vprašali kristale oziroma kristalne karte. In jih bom zopet zmešal, zato da resetiram energijo prejšnjega readinga, Siriusa, in v mislih bom poklical Atlantis. Evo, se že kar karte same premikajo. Pa so žive. In ponovadi jaz vedno takole naredim, pokličem Atlantis in z rokami odprem portal v kartah. Tako. To vas bo drugače Kristi dobro naučila na reiki tečajih. Evo, tu pa Atlantis rekel, ne, kar prvo karto potegnem. Tukaj se vedno prepustimo, vedno se prepuste pri kartah. Ko odpirate karte, nikoli ne ne odpira kart, ampak vedno dovolite, da čez celo vaše telo prihaja kozmična zavesa. V nekem trenutku boste točno vedeli, kaj. Ja, kaj pa drugega kot safir. Evo, safir. Številka 34, tisti, ki imate svoj dek kart v rokah trenutno. Safir. Najprej bom prebral sporočilo karte. Vzdržljivost je energija, ki te trenutno najbolj podpira. Je moč, ki premika meje, ruši ovire in nemogoče spreminja v mogoče. Najdi jo v svojem umu, telesu in osredotočenosti. Zdrži. Valjda, da dal Atlantis karto, ki je prvič modra. Evo, imate karto na zaslonu, modra, kar modra je barva Atlantisa. In seveda energija vzdržljivosti. Če kaj Atlantis je pa energijsko zdržljiv in ne popusti, ne popusti pod nobenimi pogoji. Vzdržljivost, ja. Evo. Osebna moč in karakter v letu 2024 se bodo gradili čez vzdržljivost. Stvar karakterja na Zemlji in osebne moči ni stvar genetike, ni stvar v kakšnem okolju, tudi na vse zadnje si doma. Se mogoče paše, če imaš starše pa učitelje pa stare starše pa ljudi, ki vplivajo na te med otroštvom, da so tudi oni taki, ker potem del te energije prenesejo na te. Ampak tudi, če oni niso taki, tudi če si rojena v okolju, kjer niso ljudje vzdržljivi, kjer so ljudje bolj počasni, kjer so ljudje bolj prestrašeni, moraš vedeti, da je osebna moč in karakter stvar odločitve. Jaz vem, da mnogokrat na planetu Zemlja so nekateri psihologi in raziskovalci duševnega zdravja mnogokrat govorili, da se mi rodimo s karakterjem, da se mi rodimo z neko osebnostjo. Pa sem šel pa jaz v par zelo globokih meditacij
In so mi povedali, Atlantis mi je to povedal, evo, če smo že glih pri tem, da mi ustvarimo z odločitvami svoj karakter. Zato imamo ljudje moč, da smo takšni, kot mi hočemo, da smo. Človek se odloči, kdo je človek, kdo je kot človek. Človek se odloči, kakšen karakter bo imel. In človek se odloči, kakšno osebno moč bo imel. To ni enim kar položeno v zibelko, enim pa ne. To je odločitev. In to, da imaš ti v glavi misel, da se ti odločiš, kdo si kot persona, da se ti odločiš, kdo si kot nekdo, ki deluje, kako razmišlja, da je to osredotočeno, to je odločitev. In držati odločitev v glavi, to pomeni vzdržljivost. Da se ti odločiš in držiš odločitev. To je mislil Atlantis s tem, vzdržljivost. In rubin, safir je eden izmed najmočnejših kristalov na planetu Zemlja, zaradi tega, ker je vzdržljiv. In mimogrede, ki je razkrit tako, da v katerem letu sem jaz rekel, da smo trenutno zdaj ljudje? V letu 7. 34 je številka v zgornjem desnem kotu karte. 3 + 4 je 7. Kaj imajo ljudje trenutno lekcijo najbolj? Vzdržljivost. Kaj morajo trenutno ljudje v Gazi, ker se dogaja vojna med Izraelom in Palestino, kaj morajo oni imeti, če hočejo preživeti? Med drugim vzdržljivost. Kaj so mogli ljudje v poplavah, ki so bili prizadeti, imeti, če so hoteli nazaj svoj dom spostaviti, hišo zgraditi, sčistiti vse, upanje dobiti? Vzdržljivost. Na planetu Zemlja preživi tisti, ki je najbolj vzdržljiv. Kdo najhitreje, najbolj zmaga na tem planetu? Tisti, ki je najbolj vzdržljiv. Ta preteče maraton, ta preplava kanal, ta zgradi podjetje. Katera dva zakonca ostaneta skupaj 50, 60, 70 let? Je najbolj vzdržljiva dva, ne? Vsi vemo, da so partnerstva lahko izzivi, ampak moraš biti vzdržljiv, da vzdržiš vse, kar ti življenje naloži. To je lekcija, ki jo vsi predelujemo v letu 2007 in ki bo v 2024, če bomo držali vzdržljivo še naprej, planila v manifestacijo in močno duhovno zdravje in psihično, duhovno, čustveno zdravje. In evo, to je sporočilo Atlantisa. In Atlantis je izjemna civilizacija, ki te zelo hitro prime, če mu ti dovoliš. Ampak zelo nerad dela z ljudmi, ki imajo v glavi vlogo žrtve. Zelo z ljudmi, ki nočejo zagrabiti te moči v sebi, ko imamo. In Atlantis pravi, da vsak človek ima moč v sebi. Je rekel, glejte, kaj se je ljudem na zemlji zgodilo. Poglejte vse te tragične zgodbe iz zgodovine. Ljudje so izgubili cele družine v vojnah, ljudje so imeli prometne nesreče, pa so izgubili končine, pa so bili hromi, ljudem so podjetja propadla, domovi zgoreli, pa so preživeli, pa so šli naprej, ker je ena izmed glavnih duhovnih karakteristik človeškega bitja vzdržljivost. Jaz vem, da mogoče živimo v družbi, ki je taka zelo v celofan zavita, pa posod nas nekaj tretirajo lepo, pa v vato, ne? Pa imamo občutek, da smo ljudje razmehkužena bitja včasih. Pa ni res, ljudje smo znotraj sebe vzdržljiva bitja, ki lahko naredimo karkoli. In Atlantis išče take ljudi, išče safirne ljudi trenutno na zemlji, katere bo zelo močno podprl. In to je bilo njegovo vodstvo, njegovo sporočilo. Ste zdaj videli, koliko drugačna energija od Siriusa. On je bil zelo zdravilno nežen, medtem ko Atlantis je zelo direkten. Tista stvar, ki je zelo pomembna trenutno je, da veste, da punce, evo, punce, zdaj se v začetku leta bliža delavnica, samozavestna ženska kraljica. Za vzdržljive ženske, za ženske, ki udarijo po roki, po mizi z roko, in za ženske, ki so vzdržljive v psihi. Taka ženska lahko naredi karkoli. In tudi ti moraš eno stvar vedeti. Vse to pa že poznaš, ta rek. Ne glede na to, s čim se trenutno soočaš. Življenje nikoli ne naloži tebi nekega bremena, ki ga ti ne moreš nositi. Pa poznam zgodbe ljudi, vse mi ljudje pišejo maile, pa se pogovarjam z njimi. Vem, da trenutno ni vsem lahko. Ampak moraš imeti tam v zadnji, okay? Mej sporočilo, da če se ti nekaj dogaja, lahko zdržiš. Zdrž malo, prav, zdrž malo, samo še par dni, par tednov je do konca tega leta. In če boš imela ta odnos, ta attitude, potem je lahko leto 2008 popolnoma drugačno, ko se gre za lekcijo. Prav, pa še zdaj sem ugotovil,
da imam srajco iste barve, da imam safirno srajco. Ajde, plavi moj safiru, ajde. Ni to nek komad, dol iz Balkana, ha? Safiro, nekaj takega. To je ena stvar. Druga stvar, s Kristi sva se odločila, da bova 8.5. imela dogodek v Smeltu. To je dogodek, kateri so itak neverjetni. Dogodki, to so dogodki v živo, dogodki, kjer midva stopiva na oder, imava goste, delava igre, zelo močne duhovne pointe dama. In to bo dogodek o duši, to bo dogodek o tem, kako komunicirati z dušo, prepoznati poslanstvo. In ja, je dogodek za vzdržljive. In evo, zdaj. Mesta so omejena, mi da smo že najavili nekaterim skupinam to in so se začeli vsi tisti, ko so bliže pri nama, prijavljati. Tako da ne garantiram, da bodo polna, da bodo ta mesta na voljo še spomlad oziroma drugo leto. Tako da Smelce za štartu. Dogodek, prijave so odprte in imate zdaj s kodo Božiček 18% popust na prijavo za Smelt. To zaradi, če se zdaj prijavite, pa si kupite vstopnico, ki je mimogrede zelo dostopna, imate 18% božični popust, kodo. In to zdaj imate zopet par dni na voljo. To spet dam vam zaradi tega, ker je Božiček, ne? Ker je Božiček. To je pa drugače, to ni spletni dogodek, to je dogodek v živo in mesta so dejansko omejena. Tako da ne morem zdaj jaz vzeti, naprimer danes nas je res velik, danes smo zakupili eno prav posebno možnost, da nas je lahko velik na tem druženju, Smelt pa ni tako. Smelt ima dejansko omejene stole, tako da tisti, ki ste vzdržljivi, ki boste zdržali do 8.5., to se pravi do 8. maja s to energijo, ko imamo zdaj, potem vas čaka v maju eden izmed največjih dogodkov duhovnih, kadarkoli so se zgodili v Sloveniji, in bomo postavili energijo ne samo za 2024, ampak za celo življenje. In vsi tisti, ki ste bili z nama, veste, da to nekaj, kar ne pozabiš nikoli. To je tako kot poroka, celo življenje se spominjaš. Tako da, evo, pa ta dogodek bo drugače zelo ganljiv, zelo zdravilen in zelo globoki uvidi v dušo se bo zgodil na njem. Ok, to je to. Ampak mesta, kot sem rekel, so se že začela intenzivno polniti. Ful sem presenečena s Kristi nad tem, koliko ljudje, nekateri ljudje hitro reagirajo. Koliko nekateri ljudje, ki nimajo odlašanja v sebi, pa ne čakajo vedno na zadnjo stvar, hitro reagirajo in ti ljudje imajo vedno možnost, da se jim življenje postavi daleč naprej. In veš, kaj je tista stvar, ko imaš ti v življenju občutek, da imaš nadzor? Ti povem, kaj je skrivnost tega, da imaš občutek, da imaš nadzor. Hitro reagiraj. Če boš hitro reagirala in hitro manifestacijo zaključila, v tem primeru si hitro prijavil na Smelt, potem boš ti nadzorovala svojo spomlad. Če čakaš do zadnjega trenutka, imaš občutek, da okoliščina nadzoruje tebe. In te dejansko nadzoruje zaradi tega, ker si v milost ali pa nemilost prepuščena njim. To je eno tako skrito sporočilo tega dogodka, ki se je že dan začel. Ok, gremo naprej. Naslednja civilizacija, jaz sem čisto odpadel, so Plejade. Evo, tretja civilizacija, duhovna civilizacija, so Plejade. Plejade so ene izmed najnaprednejših civilizacij, ko se gre za upravljanje energije. One v bistvu igrajo, oziroma ne igrajo, upravljajo, one so tako kot parlament v vesolju. Veš, tako kot ima ena država parlament, in pa so noter ministri in veljaki, ki potem lobirajo za zakone in neko državo vodijo. To so Plejade v vesolju. Oni imajo toliko visoko napredno zavest, da potem vodijo tudi druge civilizacije, da vodijo druge planete, ne samo ljudi. Plejade potem odločajo, kateri planet bo na kateri točki v vesolju, kakšno močno gravitacijo bo imel, kakšna zavest bo prišla na ta planet. Zemlja. Plejade določajo celo, a se bo neka stvar zgodila ali ne. Toliko močen vpliv imajo in komunicirajo z ljudmi preko njihovega DNK-ja. Zelo močno komunikacijo preko DNK-ja imajo Plejade. In zdaj bom dal kristalno vodstvo od Plejad, kot ene izmed najnaprednejših civilizacij. In tudi večino tehnologije, ko imamo ljudje na Zemlji, so Plejade šepetale in šepetajo. In ko bo se v prihodnosti tehnologija na planetu Zemlja razvila, bo to prišlo skanalizirano od Plejad. Tudi da veš, da mnogo teh računalniških čipov in naprednih teh tehničnih stvari je ena taka majhen delček plejadanskih naprednih tehnologij. To se pravi, Plejade bodo dale danes, kaj? Vodstvo za napredek in novosti. Ja,
Človek mora v življenju napredovati, zato smo prišli na zemljo, da se na življenje spreminja, da rastemo na boljš, ne, da se imamo fajn, da je vsak dan naprednejši od včerajšnjega, da smo mi vsak dan malo pametnejši, kot smo bili včeraj. In to plejade zagotavljajo. Zato plejade zelo rade delajo z energijsko odprtimi ljudmi, znanstveniki, umetniki, ljudmi, ki želijo spremeniti svet, ljudi, ki imajo vizije in jih hočejo resničiti in hočejo prvič pripeljati na planet Zemlja neke vizije, so plejade, mentori 1A. In zdaj bomo dali kristalno vodstvo plejad. Okay? Kako ustvarjati napredek in rast zate v letu 2024. Ne morem jim tega, lej, dvakrat sem jo probal noč spraviti. Včasih se zgodi na readingu, imaš ti nek plan, jaz sem rekel, da bom zmešal, pa spet odprl portal, pa so plejade rekle, nečeš, so mi dale karto ven še preden sem jo dal nazaj not in videl sem, da je ta prava, ker sem jo probal nazaj dati, pa mi je tudi drugič ostala venih. Zaradi tega vem, da to ni moja karta, ampak je plejanska karta. Ste pripravljeni? Karta Malahit, zeleni, čudoviti Malahit, tisti, ki imate karte pred sabo, številka 23, karta številka 23. Sporočilo karte. Pozornost trenutno potrebuje tvoja podzavest. V njej imaš zapisane blokade, ki ti zaustavljajo uspešen rezultat. Ta blokada je lahko prepričanje, da si ne zaslužiš ali ti ne bo uspelo. Ali da ti ne bo uspelo. To se pravi, če imaš prepričanje, da si nekaj ne zaslužiš ali pa da ti ne bo uspelo, potem je to blokada v podzavesti. In podzavestna prepričanja, podzavestne blokade lahko blokirajo kaj? Napredek. Zakaj ljudje ne morejo v življenju napredovati? Zaradi tega, ker napredek vedno zahteva kaj? Nove misli. Če hočeš ti v življenju napredovati, rabiš novo informacijo, novo misel, s katero boš zgradila novo stvar v življenju. In če ti ne moreš napredovati v življenju, se dogaja kaj v tvoji glavi? Ja, oklepaš se starih misli, starih čustev, starih prepričanj, starih informacij, s katerimi tenstaš in ponavljaš eno in isto staro resničnost. In to je ravno kontra napredka. Napredek pomeni, da nova energija pride v tvoje življenje, obstoj na mestu pomeni, da ponavljaš staro energijo. In veliko ljudi na planetu Zemlja je trenutno ujetih v podganju dirko, se temu reče, ne? Rat race po angleško. Podganja dirka je dirka, ko loviš svoj rep in se na mestu sučeš tako kot hrček in eno in isto življenje živiš, eno in isto lekcijo predeluješ, celo življenje. Zelo veliko ljudi je ujetih v to trenutno. Zato se včasih zdi, da ne vidimo veliko napredka v socialnih krogih svojih ljudi. Vidiš kakšnega prijatelja, pa že 3 leta govori isto stvar, že 3 leta deli isto stvar, ali pa tam neka prijateljica že 3 leta ima eno in isto lekcijo, ni dobenega napredka. Ne? V smislu napredovanja, izboljšanja zdravja, v smislu izboljšanja odnosov, izboljšanja manifestacije. In plejade kot napredna civilizacija, ki gradijo napredek, ki energijsko pomagajo ljudem, da grejo naprej, sporočajo, da moramo delati svojo podzavestjo. Podzavest je avtomatski program, ki komunicira z nami nezavedno. In če imaš ti v podzavesti naložene stvari, ki niso odprte do novosti, ki niso odprte do napredka, boš zaradi podzavestnih vzorcev obstala. Tukaj imam eno tako zelo dobro novico zate. Kristi ima tečaje razreševanja podzavestnih vzorcev. Ona ima v letu 2024 na začetku se bo začel dogajati tečaj krila obilja oziroma tečaj razreševanja podzavestne zapisov. Za vse tiste, ki ste obtečali in čutite, da je neka energija znotraj vas, katero ne morete naprej. Ker, veš, ko ti pogledaš ljudi, ki napredujejo v življenju, oni se ne hakljajo na starih energijah. Jaz poznam zelo veliko ljudi, ki hitro napredujejo v življenju, ne? Po celemu svetu, ali v svoji karieri, ali v svojem športu, ali v svojih odnosih, ali v svoji osebni zavesti. Taki ljudje nimajo časa se ukvarjati s starimi zadevami. Skozi je nova stvar v glavi, skozi gradijo novo stvar v glavi in ko pride neka stara, zamera se jim zgodi ali pa neka lekcija ali pa nekaj težkega, hitro to pogledajo, predelajo, zelo hitro, spustijo in grejo naprej. Tudi njihova podzavest je skozi čista, njihova podzavest je skozi energijsko lahkotna. Pa smo spet pri prvi točki, pri Siriusu. Lahkotno teče energija čez njihovo
psiho, oziroma v tem primeru lahkotno mora teči energija čez vas v podzavest. Kako veste, da imate težavo s podzavestjo? Skozi se miselno vračate v eno in isto stvar. Nekaj se vam je zgodilo leta 2010 ali pa 2018 ali pa 2020 ali pa 2 meseca nazaj in skozi o tem razmišljate. Ali pa ste se z nekom skregali in ne morete odpustiti. Skozi se zamera, pa skozi neka energija. Ali pa eno in isto lekcijo ponavljate zdaj že mesece in mesece, mesece, leta in leta in leta in nikakor ne morete spustiti. Če se vam to dogaja, da lovite svoj rep, imate blokado v podzavesti, kar je glih kontra napredku. Ker napredek se vedno ustvarja iz zavesti. Napredek se ne ustvarja iz podzavesti. Če hočeš ti nove stvari v življenju dobiti, moraš zavestno razumeti te stvari, zavestno pristopiti tem stvarem, kar pomeni, da jih bo zavest procesirala. In kdo ima še težavo s podzavestjo? Težavo s podzavestjo imajo tisti ljudje, ki premalo aktivno zavest razvijajo. To je tisti ljudje, ki ne konzumirajo novih informacij, tisti ljudje, ki ne spremljajo novosti v življenju, tisti ljudje se haklajo na starih vzorcih. Zaradi tega smo oba s Kristi toliko intenzivno predana temu, da človek se razvija, raste in dela na tem. Prav. Tako da vsi tisti, ki so se zdaj spet odločili, da boste rasli dela na tem, se zberete en tečaj, imate novo darilo tle. Če se prijavite na tečaj, ki se začne zdaj januarja oziroma v letu 2024, to se pravi zdaj zima, pomlad leta 2024, prejmete, zato da vas pomagam napredek ustvariti, brezplačno spletni program Matrica uspeha. Celoten spletni program Matrica uspeha dobite kot darilo, to je coaching program, če se prijavite na tečaj, ki se začne zdaj po zimi oziroma spomladi leta 2024. Zato da boste imeli hitrejši napredek. A prav? Ok, to je naslednja stvar. Gremo naprej. Imamo še 2 karti in ti 2 že čakata. Naslednja civilizacija je Orion. Orion je srčna zvezda. To je civilizacija za gradnjo odnosov, vibrira v taki topli, ljubeči, rdeče, rožnati energiji in gradi odnos. Ok, Orion. Orion, kakšno je vodstvo za odnose in ljubezen? Evo, mi je že pokazal gor. Kačink. Zlato. Evo. Karta številka 44. O zlatu ne rabim govoriti. Zlato si poznate. Bom prebral karto. Osreči svojega notranjega otroka. To je vstopnica v zlato življenje, kjer imaš vse, kar si želiš. Kaj ti ona ve, kaj ti je resnično pomembno in te nikoli ne zmede z napačnimi nasveti. To je vodstvo Oriona. Če želiš imeti dobre odnose do drugih ljudi, dobre odnose do življenja, moraš sebe dati na prvo mesto. Moraš sebe imeti rada, svojega notranjega otroka. Ona mora biti srečen, srečna. In ko imaš notranjega otroka in ko imaš znotraj sebe to ljubezen do sebe in ko investiraš vase in sebi izpolnjuješ obljube, takrat boš lahko gradila odnose s komorkoli želiš. Pa naj bo to partnerski odnosi, poslovni odnosi, prijateljski odnosi, katerikoli odnosi. Takrat bo tvoje ljubezensko življenje žarelo zlato. In takrat bo tvoja vitalnost močna in takrat bo tvoje srce srečno. Če je srce srečno, je zdravilna energija zelo, zelo, zelo močna. In to je tisto, kar ljudje trenutno rabijo. Svojega notranjega otroka začeti poslušati in dati sebe na prvo mesto, ne tukaj za druge, zase. Trenutek je zdaj zate prišel. Vse poresniči tisto, kar si želiš. To je leto 2024 zate. In še zadnja karta, še zadnja civilizacija je pa Avalon. Avalon je pa čarovniška civilizacija, ki skrbi za magijo in čudeže. In je kar sam začel mešati karte. Avalon je civilizacija, ki jo pokličeš, če hočeš delati z belo magijo, z zeleno magijo. To so tudi mimogrede 2 magije, s katerima Kristi dela. In ja, tudi zdaj spomladi ima tečaje zelene in bele magije. Tako da si poglej v skripti, tudi ta tečaj dobiš lahko zelo dobre ugodnosti in darila zraven, prav. Ampak kakšno je vodstvo Avalona, čarovniške civilizacije, civilizacije Merlina, Morgaine, vseh teh čarovnikov in magin za človeka na zemlji v letu 2024. Kaj bo povzročil tvoje čudeže? Kateri kristal se bo odprl? Tale.
Kristal, ki se je odprl, je pa selenit. Pod številko 35 ga najdeš. Selenit je čudovit, svetlobno, bel kamen. Odposlano je bilo kozmično sporočilo kot odgovor na tvoje vprašanje oziroma prošnjo in dostavljeno ti bo v sanjah. Mogoče kot vizija, mogoče kot slika, mogoče kot čepet. Zato spi z odprtimi očmi. Ok. Lej, zdaj ena stvar. Ok? Avalon je čarovniška civilizacija. Čarovniki so izjemni v svojih sanjah. Mnogokrat Avalon komunicira z ljudmi preko njihovih sanj, jim daje vizije v sanje, magijo v sanje. In potem v sanjah astralno vodi Avalon ljudi do mnogih duhovnih spoznanj. Bod pozorno na svoje sanje v letu 2024 in tudi že zdaj, zaradi tega, ker ti bodo duhovni vodniki noter razkrivali rešitve, dali ti bodo orodja, nasvete, vizije, kako delovati, da se ti bojo čudeži dogajali. Na planetu Zemlja so ljudje pozabili, nehali verjeti v čudeže. Veste, racionalni je dominiral vse. Kaj je čudež? Čudež je, ko se ti zgodi nekaj, česar ti ne razumeš, kako se ti je zgodilo. Ampak zdaj smo že ugotovili, da obstaja energije, ki so tisočkrat pametnejše od naju na Zemlji. Zato je najna naloga, da se odprema tem energijam. In še glej, en čudež. 3 plus 5, številka karte 35 je 8. Kam stopamo? V leto osmice. V leto osmice, ki je lahko leto čudežev. In Avalon kot univerzitetna zvezda magije je zelo močno podporo dal človeštvu in je rekel, odprite se nam in mi vam bomo pomagali, da se vam bo čudeži začeli dogajati. In še en čudež, ki ga zdaj najavljam in predajam mu besedo, je pa moja žena. Moja žena Kristi, katero poznate, je največji čudež, kar sem jih jaz videl v življenju in je naredila projekte, o kateri bo pa zdaj sama povedala in ji predajam besedo zaradi tega, ker nas čaka čudežen zaključek današnjega večera z njo. Tako da, evo, to je bilo vodstvo 5 zvezd, vodstvo kristalnih kart. Vesel sem, da smo lahko šli skupaj čez njih. Evo, Miš, beseda je tvoja. Samo tako, da veš, da so ti ljudje ful hvaležni, ker vem, da nisi zdaj mogel gledati klepeta, zato ti bom jaz povedala, ful so ti hvaležni. Ful smo bili navdušeni na tem, ti nisi šel toliko, mogoče kakor smo šli mi, a veš, za numerologijo kart, zaradi tega, ker valjda si bil v flowu, ampak mi smo šli ful za numerologijo, kaj se je dogajalo, ker ko si odprl Atlantis, a ne, je bila skupaj, pa če je bil seštevek, je bila karta številka 34 in je bila to karta številka 7. In mi zdaj končujemo leto 7K, ne? In pa je bila vmes karta številka 23, 2 plus 3 je 5, to so spremembe, ki jih moraš narediti. Zdaj si pa model zaključil s karto številka 35 in to je 8K, mi gremo pa zdaj v leto 8K in smo bili vsi, smo bili, veš, kaj se je vžgal na klepetu, kaj se je to dogajalo, vmes, ko si una punčka, una zlato odprl, to je pa 44, to je pa angelska številka. A si lahko misliš, to je bilo tako, moje karte so kar vibrirale, angeli, angeli, angeli. In je bilo samo tako, nad angel Mihael se je toliko nasmejal, ker si uno karto 44 odprl, pa zlato, zdaj bom jaz pa še nad angela Mihaela. Tako da veš, no, kaj smo se mi na klepetu pogovarjali, tako da zdaj bom jaz v bistvu šla ljudem tole kanalizirati neke informacije, pa greš ti lahko malo na klepet, pa se malo podružiš z njimi, pa tako naprej, ne. Tako da res, jaz sem tako navdušena, te tvoje, še vedno mi moraš vrniti moje karte nazaj, ampak ti si uporabil moje karte, ti misliš, da jaz ne vem, kje si ti vzel. Model mi je nov komplet poturil, pa mislim, da ne bom opazila. Če ti Kristi Žmahar karte blagoslovi, če ti Kristi Žmahar karte blagoslovi, valjda, da boš vzel. No, skratka, jaz te zdaj prepustim ljudem, a ne, in te potem še vrnem nazaj. Ej, dragi moji, se sem malo na klepetu bila z vami, a ne, kakor sem le lahko, ko sem pisala. A veste, kaj sem jaz poštekala po vseh teh kartah? Ljube duše, notranji otroci, vzorci, vzdržljivost, dobesedno da se moraš pač biti vzdržljiv, pa prilagodljiv, pa vse tako, moj bog, koliko ene zdravilnosti, a ne? Koliko ene zdravilnosti, koliko vi rabite zdravljenja, ampak vse ste videli, v živo se odpirali, v živo smo se pogovarjali, to je bilo res noro. Zdaj bom jaz nekaj zraven še povedala o angelih, a ne. Mi ta z Mihaelom sva vedela, da bo šlo to, zaradi tega, ker malo se je vse skupaj skombinirala, ne. Skombinirale so se pač neke
čist bom iskrena, neke take, zanimiv bučkoriš je bil. Najprej je bila ona korona. Ljudje so komi manifestacijsko začeli z tega ven plavati. Recimo, kadar se nekaj tako globalnega zgodi, ponovadi recimo neko desetletje traja, ker se vse, struktura držav se spremeni, a razumeš, firme se spremenijo, posli se spremenijo, odnosi med ljudmi se spremenijo. Korona je to ful vse spremenila, vse je popolnoma drugače, ne? In potem gremo iz te korone, razumeš, pa so se začele pa vojne, pa vojna, takole od nas, pa takole od nas, razumeš? To je močna stvar in to je dejstvo, da tudi če se ne dogaja v tvoji državi, to kolektivno vpliva. Razumeš? Pa prije leto sedemke, ki je nasplošno, če bi jo šli torej, v zgodovini, če bi jo šli raziskovati, bi ugotovili, da leto sedmice vedno vse maksimalno zruši, kar le lahko, zato da te postavi nazaj. Zato, ker ona naredi inventuro pred osmico. Pa jim zdaj nekaj povedala, kdo je začel s to osmico, kjer na dan dela. Pred osmico. Razumeš? In zdaj pa osmica, potem gresta pa, bom se tudi dotaknila, osemka pa devetka, ne? Devetka je pa čista duhovnost, svetloba pa tako naprej. Ampak zdaj v bistvu ta osemka je pa ful velik prehod, kjer si moraš pa ti to obilje povrniti nazaj. Eni si rabijo povrniti iskreno materialno obilje, eni si rabijo povrniti obilje samozavesti, eni si rabijo povrniti obilje dobrega počutja pa tako naprej. Vi ste bili tukaj s temi readingi malo na tapeti glede tega zdravilnosti, veliko neke zdravilnosti. Jaz sem vedela, da bo to tako, a ne? Ker v bistvu, ko se dogaja tale broadcasting pa živo, je ena naša članica rekla, leto 2024 morajo biti toplice in jaz se s tem ful strinjam, a ne? In jaz mislim, da bo zdravilnost tako na prvem mestu. In zato sva z Mihajlom v prvem delu leta sva vse dala tako maksimalno, ljudi je treba nazaj postaviti. Ker veste kaj, jaz sem to videla pri naših članih. Ljudje recimo so ful dobri po duši, a veš, ful. Ljudje so ful dobri po duši, ful so srčni pa tako naprej, ampak iskreno povedano, jaz, kar sem videla pri naših članih je, daleč so se dali na zadnje mesto. Vse je bilo drugo bolj pomembno. Kaj kdo hoče, kaj kdo rabi, komu je treba kaj kupiti in so se dali na zadnje mesto. In finta bila v tem, da je kar naenkrat usekala bolečina ob tem, koliko si sam sebe prizadel. Jaz sem prav videla, kako so ljudje dobesedno energijsko izgoreli na nulo, ker so se razšenkali v letu sedemke in zdaj osemka, ne, to je treba povrniti. To je treba tako povrniti, ljudje božji, toliko so se ljudje razdali, vse za drugo. Aj, če bi te potem še nekdo rekel hvala nazaj, a veš? Ampak koliko ljudi ti je pa rekel hvala nazaj, čisto iskreni bomo. In jaz vidim, da so ljudje tako prizadeti, še veliko bolj, tako sami do sebe prizadeti, kakor pa so recimo, da so jih drugi prizadeli. Ko dojameš, kaj sem sebi naredil, kako sem sebe pozabil, kako sem rekel, zase nimam časa, zase nimam sredstev, zase nimam, za vse druge imam. Jaz lahko počakam, drugi ne morejo, ker drugi nekaj rabijo, jaz skočim, razumeš? Ampak tako naprej. In ta bolečina je dušna bolečina, a veš? To je ful dušna bolečina. To je ono, ko si predstavljaš, da imaš neko dušo, ko gre v inkarnacijo in ti njej rečeš, nisi vredna, nisi pomembna, za tebe nimam volje, za tebe nimam časa, tebi ne bom nič prvošla. Na enem trenutku, ko sedemka recimo zaključuje svoje, ta bolečina pride na plano in potem je treba narediti ogromne energijske obnove in potem duši povrniti stvari. To pa je zdaj kalkulacija, to je pa zdaj razumeš, karma, ki si ti zdaj njej dolžen stvari. Zato sem se jaz odločila, ne vem, če kdo poštekel numerologijo, ampak 8.5., ko bomo imeli dvorano Smel, bojo išle moje nove karte takrat, ki se imenuje Razodetja duše. Ravno zaradi tega. Torej, imeli bomo pač dogodek v dvorani Smel, zdaj imate torej, če kdo hoče izkoristiti, no, vidiš, to je tole, imate pač akcijo poceni, dogodek je ful pocen, ljudje božji, to je ful pocen, okej? Glih toliko, da se stroški dvorane pokrijajo, okej? Čisto iskreno vam bom rekla, samo zato, ker hočeva to ljudem dati, iti na oder, jaz bom na readinge delala na odru, to nisem še nikoli delala tako pred udeleženci in imaš škodo božiček do 17.12. lahko izkoristiš, ampak prav sem bila tako karte razodetja duše, ne? In jaz mislim, da je to ful pomembno in zaradi tega sva se
jaz sem vedela, da bo prišlo s to zdravilnostjo na plano in recimo jaz imam čist nove reiki tečaje, čist nove pristope, tudi če poznaš reiki od prej, ne poznaš ga na tak način, tako da vse zdravilno, sleto, samo zdravilni reiki za ljubezen do sebe. Nadangelski reiki, to če si bil tudi fizično, aj čao, razumeš, vse, potem reiki masterclass je celostno, za sebe, za druge, za čustva, za mental, za prostore, za karkoli, a ne. Ko jaz sem ful posvetila na začetku leta tej zdravilnosti, medtem ko Mihael bo šel sporedno z mano, Amazonija, Oceanija, model je naredil zdravljenje z dušo mater zemlje. Jaz, ko sem bila tečaj, sem se kar malo tako stresla, pa tako naprej. Tako da, rajš vam, ko tole gledate, ko ste pač neki člani naše svetlobne družine, vam to povem, te tečaje bo v vsakem primeru polni. Že zdaj so skoraj polni, tako da, sem tukaj, da veste, da se vam splača, pa, a veš, res imamo take večje popuste, pa torej, klele sem vam itak pokazala, zraven dobiš še matrico uspeha. Zakaj smo se odločili, da bomo dobesedno šenkali to matrico uspeha, torej vsi, ki se prijavite do 1.7. na tečaj, a ne, razumeš, in ko končaš tečaj, dobiš matrico uspeha, zaradi tega, ker je leto osmice, a ne. Jaz bi rekla tako, da bi bilo ful dobra kombinacija, prve pol leta, da bi delali zdravilnost in potem od pol leta ali pa nekje od maja naprej, zato sem dala 8.5. dogodek. Sem jih rekla, 8. rabimo delati. Ponovadi smo delali o petkih, to bo pa sreda 8., ker je 8. Itak, da sva rekla, 8.5. mora biti, a ne. Štekaš. In tukaj smo ti dali res ful dobro orodje in potem recimo od 8.5. dalje, kako bo šli v vesek, pa energije, potem pa ti manifestacijo. Tako jaz bi si vzela tako to leto. Zdaj pa nekdo pa je, ki lahko tukaj pomaga in mislim, da si zasluži. Ni to tako, da ga rabimo posebej predstaviti, zaradi tega, ker ga ni pač težko prepoznati, ampak imate eno darilo zraven ob tem našem božičnem dogodku, a ne? In to darilo vam podarjamo, okej? Dobili ste pripeto v svojih darilih, v svojem PDF-ju, eterična portalna slika. Pa bi vam zdaj rada nekaj povedala, vem, da nadangela Mihaela poznate, absolutno ga poznate, ampak tukaj sem ti jaz pripravila eno portalno sliko in aktivacijo, torej te portalne slike, a ne, kam sem zdaj šla, ne, sem predaleč, ampak bi ti rada nekaj povedala zdaj mogoče konkretno o portalni sliki, pa mogoče lahko takole Mihaeloma pustimo malo, da se druži z nami, a ne. Portalne slike so slike, ki dosti ljudi ne ve, kako to nastaja, pa mogoče nismo nikoli tako povedali, ampak finta je v tem, da ko jaz recimo, a pa dobro, Mihael za kristale, pa tako zagledava neko bitje v točno taki podobi, ki nekako deluje, prihaja in nosi neko moč. Jaz to res konkretno spišem, opišem, naredim celo zgodbo in tako dalje. In to se dogaja čez razne meditacije, aktivacije, obrede, kakorkoli že, različno je. Potem se pa to da v izris, torej ilustratorki, ki potem na točno take energije, kakor ti njej predstavljaš, ona tebi to zriše. In potem, ko ona tebi to vrne in ima tako podobo, potem jaz včasih še rečem, tukaj je bilo pa dobro, da sem zraven še videla, da je to, a pa da je kakšna hiša zadnji, pa tako. In potem mi to znavigiramo z ilustratorko in potem, ko imamo tako podobo, ko jaz čutim, da je zaživela, potem gremo še enkrat, dobre stvari so 3, a veš, trojni postopek je, grem še enkrat v aktivacijo in noter v sliko, ko je enkrat že zrisana, to pomeni, ko mi jo ta Arjana že zriše in tako naprej, ne, razumeš, in jo imam potem pred sabo, okej, jaz v njo dam zavest tega bitja. In tukaj je nadangel Mihael, to so portalne eterične slike. In portalne eterične slike zaradi tega pač so žive. In kako one delujejo je, da recimo, če vi ste dobili za prenos, torej nadangela Mihaela, nadangel Mihael je bil absolutno, ko se je šlo za vstop v leto osmice, je bil prvi.
On je želel delati, kar pomeni, da bomo rabili veliko, glede na njegovo prisotnost, lahko mislim, veliko njegove energijske zaščite. Pa nadangel Mihael je močen, nadangel Mihael je pogumen, nadangel Mihael ti, a veš, on ni nadangel, ki reče, joj, piškota, ko malo si se zrušila, joj, se upam, da bo vse v redu. Ko veš, ko prije nadangel Mihael v plac, razumeš, to prije, una njegova energija in ful nas hoče varovati, ful nam hoče ob strani stopati. Tako da, to portalno sliko si dajte za ozadje na telefonu, če rabite ravno to in tako dalje. In te portalne slike so noro močne. In veš, kako to deluje na naše možgane? Naši možgani so razdeljeni na desno in levo polovico. Desna kanalizira, leva je bolj logična, ne? Ampak leva polovica se pa ful odziva na vse, kar vidi. In zdaj si pa predstavljaj, kakšno kombinacijo imaš ti portalno sliko, pa da jo imaš za ozadje na telefonu. Jaz imam zdaj božično portalno sliko. Razumeš, jaz imam božično, prvo prišel na Dangel Mihael, ampak zdaj imam, pa mogoče kak zmaj, imam božično portalno sliko, ampak finta je v tem, veš, kolikrat na dan jaz pogledam na telefon, jaz mogoče lahko pogledam maile in mogoče niti ne razmišljam o tej portalni sliki, ampak je bila ona enkrat aktivirana in jo ti sprejmeš. In imaš na telefonu te avtomatsko sidranje teh energij čez tebe in tvoja aura teče. Ker vem, da nimaš vedno časa meditirati, vem, da nimaš vedno časa, pač razumeš, ne vem, ali pa čutiš, da ne moreš ti kanalizirati energije, si lahko vsaj tako pomagaš, da te neke take energije podprejo. Valjda so bile od nekdaj slike močne, se poglejte, še danes govorimo o Michelangelo in Picassu in tako dalje. Ne? Kar pa veliko ljudi ne ve, no, je pa, da recimo bojo zdaj moderatorji dali v klepet tole, drugačno potovanje duše.si greš pod spletni programi. Torej greš na potovanje duše.si in potem imaš tam zavihke in imaš spletni dogodki in tam imaš spletni programi in obstaja res mogoče, če kdo gleda posnetek, se lahko mogoče jaz tudi tako le znajdem, ti bom dala link. In tele portalne slike obstajajo tudi v eni taki, kako bi rekla, večji varianti. Okay, evo, lej, ti takole mogoče pokažem. Takole, ja, samo toliko, da veš. Torej, to iščeš. Torej, tam tečaji, spletni programi, portalne slike, a pa če si takole prepišeš, no. In recimo, to je, wow, veš kaj, mi smo v bistvu, to se je tako vzporedno s kristalnimi novimi kartami od Mihaela, pa ko so moje angelske karte prišle, in zato so te karte tudi tako močne, zato ker niso samo narisane, pusti, da so one lepe, valjda, da so lepe, itak, da so lepe. Ne gre se za to, da so lepe, to je samo še dodatni bonus, gre se za to, da so to portalne slike na njih. Ampak recimo, ne moreš pa mogoče imeti vedno kart sabo pa tako naprej, pa smo pa razmišljali, kaj bi še lahko naredili in smo naredili portalne slike, a veš, in imaš eterične portalne slike, ki grejo prav po mesecih. Januarja se začne z Dangelom Mihaelom, to ste dobili tudi vi, in potem ima februar ima novega angela in marc ima novega angela in potem april in tako naprej in ne vem, pač novembra, tako kakor so energije, pa kakšni angelski prazniki, imaš ti noter recimo eterično portalno sliko, in potem ona cel mesec s tabo dela. Ti jo samo enkrat aktiviraš, zraven je tudi priložena meditacija. Potem so pa še čarodejske portalne slike za otroke. Zakaj sem se pa odločila, da bomo dali delati portalne slike za otroke? Ker se mi je zdelo, da ogromno teh nekih bremen, iskreno povedano, od odraslih je kar dosti planilo na otroke in se mi zdi, da so po koroni kar dosti to izrazili in veliko staršev imam, ki jih to ful skrbi. Ogromno staršev, ki jih to ful skrbi, kaj pa če naredimo, da bo staršem lažje, naredimo portalne slike za otroke, ta malim to poturiš v zvezek, kamorkoli že, razumeš, in veš, da smo mu dal eterično energijsko podporo za sabo. Ste videli, kako to vpliva na otroke? Vsi, ki so recimo ta program, in to so ful visoko resolucijske slike, lahko si jih natisneš na kokrčeš veliko, ful visoko resolucijske slike, lahko iz njih tudi, a veš, ti daš na platno si slika, tako naprej. Tako da, to vam mogoče se splača pač recimo raziskati. Saj so vzadnji tudi neki programi, kjer pod individualno, kjer ti lahko individualno zate tudi zrišemo portalno sliko, pa ti lahko zrišemo simbol, samo to je ful omejena storitev. To je toliko enega dela v eni taki sliki, to je ful omejena storitev. Mislim, da za januar, da se
ene 2 portalni sliki sprostili, pa ne z moje strani, ampak pač nekdo drug je to reše, rekel dost, ne, a štekaš, ampak mogoče, če kdo začuti. Ampak kaj bomo pa mi naredili je, torej za meditacijo, zdaj ti bom to povedala, za meditacijo bomo naredili to, da bomo imeli torej eterična portalna slika, zdaj ste jo zagledali in zdaj jo vidite in jo imate tudi za prenos in jaz vam bom naredila meditacijo z nadangelom Mihaelom za varovanje vašega leta 2024. To pomeni, še čist malo imamo, nadangela Mihaela bomo prav inicirali preko v vaše leto 2024, da vam bo torej dajal voljo, pogum, energijsko zaščito, to se bo rabili, verjemite mi, boste videli, tako naprej in bomo prav njega dali in hkrati bom vpletla v to iniciacijo take portalne slike, ker bo noter prav portalna slika in on bo stopil ven iz nje in bomo s tem še inicirali tole vaše darilo in pol res imejte to pač na zaslonu, imejte nekje, boste videli, mogoče boste začutili še ostale portalne slike, če bi z večjimi delali, imate na voljo, ni panike, a ne, če bo pa to, je pa tudi v redu, a ne. Tako da, ekola, to smo zdaj pogledali, to smo zdaj naredili in zdaj bi vas pocrkljala s tako meditacijo, torej nadangel Mihael, tisti, ki se javil. Verjamem, da reklamacij na to ni. Okay. Tako da, dajmo narediti eno tako lušno meditacijo, dajmo se na njo pripraviti, dajmo se slušalke gor, jaz jih evo že imam, pa naredimo, boste videli, kako boste začutili tega nadangela Mihaela, to bo noro. Jaz malo ugasnem luči, evo ga, za tak lep ambient, okay. In zalaufam eno res prijetno, čist angelsko glasbo, evo 44-ka, 44-ka, ki je imel Mihael v karti zlato, a ne? Tako da in vam naredim to lepo meditacijo. Vi se zdaj na njo pripravite, mi bomo zalaufali glasbo, ok, eno lepo sem pripravila. Pa smo, sem kar zadonila čez. No pa dajmo še to narediti. In ta čas sedaj si zaslužiš zase, zato si ga vzemi, se udobno namesti, zapri oči in začni ponavljati globoke vdihe in izdihe. In z vsakim izmed njih padaš in padaš globoko vase. In v tvojem srcu se pojavi svetloba, prelepa svetloba, prepoznaš jo, to je tvoja duša. Sedaj je čas, da se vse naokoli tebe popolnoma umiri in da začutiš nazaj sebe. Se posloviš od leta sedmice in dobiš krila, zlata krila za leto 2024. Kakšen mir. In ta svetloba je tvoja duša. Ta svetloba je končno pripravljena, da ti da eno sporočilo, ko še peče prisluhni mi, duša te nagovarja. In prostor okoli tebe postane pravljičen, postane svet ljubezni, katerega nameniš sebi. Začuti svojo dušo, ko zažariš
iz prsnega koša. In to je taka prav posebna svetloba, težko jo opisati, a globoko te gane. Končno imaš spet nazaj sebe. Poveži se s seboj in začuti to svetlobo, začuti to ljubezen. In to je tak mir, ki sedaj v tebi vlada. In če rabiš v tem trenutku svoji duši karkoli obljubiti in karkoli povedati, karkoli od nje slišati, potem je to ta trenutek. Potem je to ta trenutek. Zadihaj v svoji notranji svetlobi, spomni se ponovno, da siješ, da si duša in izbrala si inkarnacijo, zato ker je bila tebi vredna. Tebi vredna. In sedaj se tega spomniš. In če je bilo v zadnjem času kaj težkega, kaj bolečega, sedaj začutiš, da imaš dostop do te zdravilnosti, a samo dovolj si v tem trenutku sebe slišati. Si za leto 2024 obljubiti, nekaj za svet obljubiti, sebe nazaj dobiti. Samo bodi v teh občutkih. Lahko dobiš občutek, kako želiš objeti svojo dušo in povedati, da ne boš nikoli več pozabila na njo, jo dala na zadnje mesto. Čas je, da jo dobiš nazaj, da jo objameš nazaj in nikoli več ne izpustiš. Lepo je ljubiti druge ljudi, lepo je, a sebe potrebuješ najprej, sebe. Začuti to svetlobno obljubo na pragu v leto 2024. Dragi nadangel Mihael, ti mojo dušo tako dobro poznaš. Prosim te, varuj in vodi njeno svetlobo na zemlji. Pa je tiha priprošnja, tiha misel, ki nad angelom Mihaelu poleti.
In kar naenkrat se na magični steni tvojega prostora pojavi portalna slika nad angela Mihaela, prav taka, kot je bila podarjena. In nenadoma ta slika oživi kot v kakšnem pravljičnem filmu in nad angel Mihael stopi ven iz te portalne slike in tukaj je sedaj veličasten in mogočen pred tvojimi očmi. In objamete kot majhnega otroka in ti začutiš toliko varnosti. In duša kar vibrira in utripa v njegovem objemu. Danes ne sprejmeš nazaj samo duše, ampak tudi angele. Ne bodo dovolili, da padeš, veš, res ne. In v objemu nad angela Mihaela začutiš, kako tvoji duši preko tega objema preda voljo, moč, sposobnost novih odločitev, nova prepričanja, energijsko varovanje in še. In ta njegova zavest se sedaj prenese v tvojo dušo in tudi v portalno sliko, ki ti je bila podarjena. Začuti to zdravilno aktivacijo, ko sprejmeš zaščitništvo in varovanje in iniciacijo nad angela Mihaela vase. Naj ti je blagoslovljeno, naj se ti izpolnijo vse želje. Naj te podpira svetloba. Ko si v objemu nad angelom Mihaela, je to svetost tvoje duše in tega odnosa med vama. Ostali angeli in jaz pa pošljemo to aktivacijo, če dovoliš, še v tvoje zemeljsko življenje. Naj se ti leto 2024 v zlato odene. Naj se ti leto 2024 v zlato odene. Dovolj si ta dušni objem. Stali angeli bodo poskrbeli za to aktivacijo in jaz jih sidram v tvojem imenu v tvoje okoliščine. Naj se pozlatijo. Naj se pozlatijo.
Vdihni se svetlobo, ohrani to energijo. Nihče naj ti tega ne vzame, ne moreš tega dovoliti. Poglej, kako zelo vate verjamejo angeli. Obljubi si, nihče več naj ne vzame tega svetega stika. Draga duša, to je moja obljuba za 2024. Ti boš prva. Ti boš prva. In obilje ti bo zagotovo sledilo na vsakem koraku, veš. Zagotovo. Angel Mihael bo ostal s teboj. Tukaj je in aktiviran v tvoji portalni sliki. Nikamor ne gre. Lahko mu rečeš hvala, a ostane v tvoji auri. In v tem občutku angelske povezanosti se začneš vračati in prizemljevati. Ti lepa zemlja, dajem ti novo priložnost. Ti leto 2024. Dajva sedaj drugače. In 2023 spuščam te. Hvala za vsa sporočila. Odnesi vse, kar ni več moje obilje. In v tem spuščanju in zaupanju v angele in v svoje vodstvo se začni vračati. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 in 1. Sedaj lahko odpreš oči in naj te leto 2024 blagoslovi. Evo nas nazaj. Bom še Mihaela, našega Mihaela vrnila nazaj, ampak vem, da smo imeli danes pač iz kristalnih kart readinge, ampak ta dogodek bi rada zaključila tako, da bi odprla še eno sporočilo iz mojih angelskih kart, če lahko. Mislim, da ne bo nišče imel proti. Se strinjate? Končno sporočilo angelov, poleg vseh teh kristalov in civilizacij, bi pa rada za vas prevzela jaz iz angelskih kart. Torej ne pozaba, da imate sam do razprodaje zalog. Verjetno bo to zelo kmalu. Okay. Bomo se potrudili, bomo videli, ampak to se kar res razproda pri nas. Angelske karte razprodane že 2-krat. Ne pozaba, torej, da tole lahko dobiš, torej ene popolnoma brezplačno. Sam da ozavestim to ponudbo. Okay. Ampak eni ste meditirali danes, pred tem zaključnim sporočilom ste meditirali prvič z nami. Okay. Ok, samo majčken, takole, evo, še malo glasbo zadnji ugasnem, a ne? Torej, Mihael vam je itak obljubil kristalne readinge, zraven je pozabil omeniti, da se je odločil, da bo vsaka bo dobil kristalni reading, mu bo podaril še nek kristalni tečaj, program po izboru,
to je tako, mi da so res božička danes. Ampak samo to, da še veste, res bi radi zaključili to leto 2024 v velikem slogu. Vse meditacije, ki so že do konca leta in takoj na začetku so ful pomembne. Solstici zimski je pred vrati. In bomo delali, torej ugotovili smo, rabite veliko zdravilnosti. 19. bom jaz imela reiki podporo nadaljavo, bom pošiljala zdravljenje. 21. bomo delali božično pravico. Veš, kako meditacijo? Prav meditacijo čudežev. Totalno angelsko. In potem bomo stopili, torej 4. januarja, ker eni ljudje bojo začeli takrat malo padati po novem letu, bomo delali ful veliko novoletno meditacijo. Kar pa večina ljudi ne ve, je, da vsi, ki boste prišli na te meditacije, absolutna meditacija najbolj pomembna. Ful so že tako bogata darila v vsaki meditaciji, ampak na vsaki meditaciji žrebamo nekoga, ki dobi cel tečaj v letu 2024 po izboru zastonj. Tako prvega zmagovalca smo že dobili na meditaciji 12.12. Še 3 so. Tako da jaz mislim, da smo mi z Mihaelom vse, kar sva lahko dala, sva res dala. Zdaj ste pa definitivno vi na vrsti. A ne? Tako da, evo, zdaj pa še zaključno sporočilo od angelov, če ste za. Torej, dragi angeli, ena popotnica, kristali so povedali svoje. Orion, Plejade, Sirius, vsi so povedali svoje. Atlantis. Kaj pa angeli? Okay? Kaj bi pa vi še za konec definitivno povedali? Že kar vidim, kjera karta je. Karta številka 6. Nadangel Muriel. Kaj sem jaz zdaj, a ste videli, da sem odprla pred vami v živo, okej? Kaj sem jaz glihkar vam razlagala za meditacijo? A ti preberem karto? Čakaj, vse jih imam nekje klele, zato da unika nimajo kart, zato da bojo res videli. Ste videli karto? Ste videli? Nadangel Muriel, zapomnite si jo. Zdaj ti moraš to videti. Tole ti moram prav dati. Čakaj, mislim, da jih imam. Samo malo. Da imam tele karte. Imam jih. Karta je številka 6. Okay? In zdaj vam bom jaz pokazala to karto Muriel. Angli so pa uno. Super spodbuda, zdaj te pa delali. Dober, slej to. Čas je za meditacijo. Da si prižgeš svečke. Ko pade noč in se vse umiri, tvoja duša zažari. Kakšno meditacijo smo pa mi naredili? Kajti zate imam pomembno sporočilo. Sporočilo, ki ti bo pomagalo zadihati in ki te bo zagotovo navdihnilo. Srečava se v meditaciji. Ljudje Božji, jaz lahko na to karto rečem samo eno stvar. Ljudje so se toliko ukvarjali, mogoče ste to tudi vi, z zemeljskimi zadevami, da so ljudje pozabili se pogovarjati z angeli. Meditacija je pogovor z angeli. Preveč ljudi je bilo, ki so pozabili meditirati, nimam časa za meditacijo, nimam volje za meditacijo, jaz ne bi meditirala, tako naprej. Ampak pazite to, kaj ste vi dobili za darilo. Vidite, kaj so angeli. Še eno izmed vaših daril je bilo pa kaj? Koda Božiček, kjer imaš programa 12 zdravilnih meditacijskih terapij nadaljavo, pa 12 najmogočnejših svetlobnih meditacij. Pazite to. A vidite, kako je vse skupaj vodeno? Koliko je tole res živo? Premalo ljudi je se zavedalo, kako je pomembno meditirati, pogovarjati se z angeli. Ok, mogoče nimaš vedno volje za tečaj, pa tako naprej. Lahko si pa vsak daj kakšno vodeno meditacijo prošaš. Ko se mi takole dobimo na spletu, so to drugačne energije, kakor kad delaš sama. Lažje je. Jaz te podpiram zadnji. Mihael, kdorkoli že vodi meditacijo, veš, kaj mislim? Angeli so tukaj rekli, premalo je bilo tega, da zaprete oči, pa nas slišite. Zaradi tega, ker je bila ta obveznost, una obveznost, tretja obveznost, kot naprej. Čas je za meditacijo. Lej. Mislim, da je to res čista čarovnija. Tako da, ekola, zdaj imam pa še Mihaela, vrnem nazaj. A ne?
za zaključne najine besede. Jaz sem itak zdaj sam ganjena. Ti govor, jaz sem itak toliko vesela, toliko srečna, da... Kaj še naj povem, če veš, kako je, ne, zadeva sledeča. Meditirati je treba. Ja, itak, meditirati je treba. Jaz vem, danes je bilo ful veliko stvari povedanih, ne? In sa strani naju, in sa strani vesolja in kart in tako dalje. Jaz mislim, da je čisto vsak, ki tole gleda, pa je bil z nami, pa to posluša, dobo nekaj zase. Eni ste dobili tisti push, zato da bo tudi nekaj dobro naredili, eni ste dobili samo odgovor, da ste na pravi poti, eni ste dobili navodilo, kam morate gledati, da bo prava pot, eni ste si izbrali meditacijo, eni ste se prijavili že na 8.5 in nismo govoriti, da ste 4 dvorane nafilali. To sem rekel prav, da sem vmes pogledal. Eni ste... Kava delala 2 termina, če bo vse tako polno. Ja, če bo, ne? Eni ste karte se prepoznali, eni ste rekli, mi je ta video všeč, ne? To je tudi čar zemlje. Čar zemlje je, da čist vedno, ko ti nekaj rabiš, bo neka oblika pomoči prišla. Čist vedno. In prijeta žmaharja. Ali bo prišla v fizični obliki, Pa ali v angeli. človeški obliki, ali bo prišla kot inspiracija, kot informacija, ali kot fizični predmet, ali kot oseba. Skratka, zato ne se dati, dragi moji, ne se dati, če vas hoče kdorkoli prepričati, da ne gre, lažejo, če vas hoče kdorkoli prepričati, da ne morete, samo pogledajte zelo na široko. Mi, da s Kristi se res vedno ful trudimo, da probamo res ta spekter informacij, ki so nam na voljo, dati ljudem, da lahko pa res vidiš, da imaš možnosti več, kot jih lahko tvoj dojame. Res, ja. Pa se pa samo moraš ozreti. Evo, to pa moraš narediti, ne? Pa pogledati. Mi da sva vam res na voljo, roko sva ponudila, kolikor sva se res lahko raztegnila po vseh teh darilih, pa tako naprej sva se, absolutno, karkoli lahko sva omogočila sva, tako da, če vam lahko duhovni atelje potovanje duše pomaga, definitivno dobrodošli. Danes smo povedali, kako posnetek itak tega imate. Mi da vam absolutno, mislim, v tem trenutku, tudi ko sem vesela, veš, Miš, 8.5, pust moje karte. 8.5, ko delamo dogodek za dušo, nismo še nikoli to delali v Smeltu, to je prvič. Ganljiv angelski dogodek za dušo bo, ne? In tole danes je vse vodil tja in to, vse v letu 2024 usmice, naj bo, kar je za vašo dušo. Kaj me veseli, kaj je za mojo dušo? A me kakšne stvari prizadanejo, mi zarežejo v dušo? Kaj se prvoščam za svojo dušo? Kaj si zdaj odprl? Še eno karto. Kaj se vam mi zdaj odmetavala s temi kartami? Vmes, ko si govorila o duši... Ko si odpiral moje karte. Tvoje karte, ja, tvoje karte sem odpiral. Sem rekel, da če lahko sporočilo duš, to se pravi, kakšno je sporočilo duš, ko si govorila o duši. Noče nekaj s temi readingi. In sem dimni kremen potegnil. Ja. In sta v bistvu 2 kristala in je duša rekla, to vedno predstavlja duša in ego na zemlji. Ja, jaz valjda. v vesolju in ti na zemlji. Noro. Ja, evo tako. Hudo, res. In mi kle meditacija in tudi, a veš, tale Muriel, ne, če pogledaš, a veš, karto, a ne. Ja. Sej ona svetlobo sprejema čez sebe, a veš, in njej prsni koš žari. Ta karta, ki je bila risana, ki je njej v bistvu čez obleko, ne vem, če vidite, pač seveda vidite, ne, je pač žari svetloba in tako pač žari naša duša, tako da, glej. Dragi naši, mislim, da je vse bilo povedano in začuteno in to je to. In hvala, duhovni atelje potovanje duše, se vam zahvaljuje vsakemu izmed vas, torej svetlobnemu članu, za vašo rast. Zahvaljujemo se vam, zakaj? Zaradi tega, ker pomagate celemu svetu tako, a ne? In tudi mi, da sva del sveta in vi niste zaradi tega samoumevni za naju. Tako da hvala za vašo rast. Verjamem, da je v prvi vrsti to za vas, ampak mi, da sva hvaležna za vašo rast. Hvala mi štep, ker si moja opora in podpora. Tudi jaz včasih rabim kdaj kak nasvet, pa kak reading. Dobiš zdaj pico? In potem hvala naši moderatorski ekipi, ki nas vedno
spremlja, niso vedno ti tehnični procesi najlažji, ampak ste z nami, kolikor vedno ste nekako z nami. Ful hvala za vse, ki ste zaposleni pri nas, ki delate z nami. Skratka, hvala tudi najni družini in najnim prijateljem, ker kamorkoli po svetu greva, so še vedno z nama, naj še vedno spremljajo, so še vedno tako da wow. In hvala angeli, hvala civilizacija, hvala čarodeji, hvala samorogi, hvala vile, verjetno bo to trajalo, hvala kristali, hvala škratki, vsi, a veš, njim se moramo najbolj tukaj zahvaliti, ne. Skratka, to je to z moje strani. Zdaj, če bo še Mihael kaj povedal in vam želim ene take prekrasne sanje in čudovite leto 2024. Ful vas imam rada, ful rada. Če sem odpadla. A ja, Mihael bo pa sam rekel, ajde lepo se imejte, čau. Hotel sem reči sam, da ne pozabite na zadnjo karto Avalon, ki je rekel, da bo dal čez sanje. Tako da, če boste danes imeli kakšne dobre sanje, si zapišite. Ja, se strinjam. Skratka, dragi naši, srečno. Čau.